Kdo pa ima prav v zadevi Kofetarica z brzostrelko v rokah? Potem, ko sta kulturna ministrica in lastnik slavne slike Ivane Kobilca to obsodila, so se danes oglasili tudi člani društva Nova smer, ki so slavni Kofetarice v roke dali orožje. Toda so s tem kršili zakon ali pa ustvarili družbeno kritično satiro, ki jo hoče oblast cenzurirati. Več Janez Usenik. Tale podoba je parodija, pravijo člani društva Nova smer, ne žalitev Ivane Kobilce. Navdih zanjo je bila znana slika Churchilla, ki jo imamo tudi danes s sabo. Kofetarica z brzostrelko je tudi opomin vsem Slovencem, da se je treba boriti za to, da Slovenijo ohranimo varno in normalno. To je jasno ideološko sporočilo in z njim se da polemizirati. Lahko se ga zavrne. Prepovedi vsakega izražanja pa bi se morali lotevati skrajno previdno. V tem primeru način komunikacije ni nekaj novega. Spreminjanje umetniških del v družbeno kritiko ima pri nas bogato tradicijo. Ponavadi je trn v peti desnemu polu politike, tokrat pa so vloge očitno obrnjene. Ministrica za kulturo je ogorčena, lastnik slike prav tako. Toda s kakšnim pravnim temeljem pravijo, da je tole nezakonito? Gre za uporabo umetniškega dela brez dovoljenja. Tukaj mislim, da se je treba obrniti na tiste, ki se kaj spoznajo. Po pogovoru s strokovnjaki z področja avtorskih pravic je stvar videti precej manj čista. Avtorske pravice za sliko Ivane Kobilce so že zdavnaj potekle, no eden od očitkov je bil... Gre tukaj tudi za moralne pravice, torej podobe. Celo pravniki o tem govorijo različno, toda zakon je napisan zelo jasno. Avtorska pravica je enotna, torej tudi moralne pravice pretečejo z materialnimi. Nadalje ministrstvo pravi: konec koncev je to tudi spomenik, je del zbirke in po 44. členu zakona o varstvu kulturne dediščine je potrebno uporabiti dovoljenje za to, da se na kakršenkoli način te podobe uporablja, kaj šele komercializira. V resnici zakon zelo jasno omeji izključno komercialno rabo, nič drugega. V tem primeru se motiv brez dovoljenja lastnika ne sme prodajati, lahko pa se še vedno reproducira in uporablja v javnosti. Torej, sporno je lahko, da so v društvu prodajali majice s to podobo in to so začasno ustavili, a tudi tu stvari niso čiste. Sodne prakse v teh primerih še ni, a nekateri strokovnjaki so nam poudarili, da je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Zakon naj bi prepovedal le tisto rabo, ki bistveno posega v ekonomske interese lastnika. In tudi ni nepomembno. Na majicah ni bila tista slika, ki jo ima gospod Hribar v lasti, ampak derivativno, novo delo. Satirična predelava pa uživa ustavno varstvo svobode izražanja. In del stroke opozarja, če bi sprejeli interpretacije, ki jih zdaj ponuja ministrstvo, bi bil to grob poseg v svobodo ustvarjanja. Ta je včasih neprijetna res. Tudi sami člani društva, ki se zdaj borijo za svoje pravice, so bili precej kritični, ko so opisovali druge avtorje. Za to vprašanje bi morala taka sporočila biti dovoljena, tudi če vam niso všeč. Mislim, ja, ker je to svoboda izražanja. A ostaja vprašanje, bodo vsi vpleteni enakega mnenja kot zdaj tudi, če bodo vloge kdaj obrnjene.